Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo. A najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. Glavna ideja skupnostnega pristopa za 21. stoletje je pobrati najboljše iz obeh prejšnjih. To se pravi domačnost tradicionalnega skupnostnega pristopa, bližino, človeškost, toplino in evidence-based, to se pravi na znanju, na znanosti utemeljeno delovanje zdravstvenih institucij. Se pravi, po domače povedano, da imaš ti vrhunsko zdravstveno oskrbo v domačem okolju oziroma da znaš uporabljati njene dosežke za izboljšanje svojega zdravja pa svojih bližjih okolja in tako naprej. Tako kot sem uvodoma povedala, je pravzaprav en nebroj dejavnikov, nekatere lahko predvidimo, nekateri pa se v skupnosti odvijajo sami od sebe zelo dinamično in jih pravzaprav vnaprej ne moremo predvideti. Zato je pomembno, da imamo ekipo, da imamo nek tim, ki pravzaprav ga sestavljajo različni strokovnjaki, se pravi interdisciplinarni tim, ki imajo znanja ali pa veščine z različnih področij, medicine, zdravstva, zdravja, družboslovnih znanosti, tudi ekonomije, da bi seveda na vse te izzive prehoda iz institucionalnega v skupnostno zmogli v posamezni skupnosti, kjer delujejo, čim bolj učinkovito odgovoriti oziroma se odzvati. Skupnostni pristop tudi pomeni, da vsi deležniki v družbi sodelujejo na svoj način, na nek način, poleg inštitucij sistema tudi druge. To je zelo pomembna zadeva, ampak pred tem seveda je pomembno, da doživimo neko spremembo v družbi. To pa je, da ni zdravstvo ali pa šolstvo strošek, pač pa naložba. To je zelo pomembno. S tem načinom potem bomo tudi prišli do tega, da bomo imeli zdravje v vseh politikah. Zmeraj je tako, bom rekla, ne formalno, ampak neko podiplomsko, kontinuirano usposabljanje nujno potrebno, da vsak strokovnjak na svojem področju drži nek stik z novimi stvarmi, novimi področji, novimi vprašanji, ki se pač v stroki pojavljajo, hkrati pa, da to lahko komunicira, se pogovori, svoje poglede izmenja tudi z drugimi, ki pač na nekem širšem problemskem področju delujejo. V splošnem je seveda brez takih dogodkov razvoj ne gre naprej. Tukaj se dobivajo ljudje, ki se zanimajo za neko tematiko, izmenjajo ideje, izmenjajo informacije in ustvari se neka sinergija in neka moč za nadaljni razvoj. To v tem smislu je nujno. To je vsebinsko zelo pomembno za celo populacijo in moramo iti v ta skupnostni pristop, ker bomo ljudje imeli veliko boljše zdravje, boljšo dostopnost in drugačno organiziranost. V okviru programa Interreg 5A Slovenija-Madžarska je na voljo okrog 15 milijonov evropskih sredstev, ki se razdelijo med 2 prioritete. Na prvo, kjer je bolj orientirana v zeleni turizem, okrog 10 milijonov, na drugi prioriteti, ki je pa orientirana v institucionalno sodelovanje in pa krepitev institucionalne sposobnosti, pa 3 milijone pa nekaj. Trenutno imamo potrjenih 20 projektov. Od tega gre za 7 projektov tehnične pomoči, kjer gre za institucionalno sposobnost vodenja programov in povezovanja, medtem ko teh 13 projektov se pa deli nekje 9 projektov na prvo prioritetno os in pa 4 na drugi prioritetni osi. Je bil to projekt znotraj projekta, bi lahko rekli, kajti več kot 1 leto smo pripravljali načrte, iskali ideje, rešitve. Kar je posebnost Zelenega parka Martjanci je to, da je
namenjen tudi posebnim ciljnim skupinam, predvsem ranljivim, in upamo, da bodo tudi ti prišli k nam, se tukaj družili in skupaj z drugimi ciljnimi skupinami, to so mlade družine, aktivnejši športniki, preživljali in se gibali na prostem. Predvsem pomembno je tudi to, da bomo dvignili turistično ponudbo kraja, ki je že bogata, ampak takšne ponudbe pa v naši okolici še ni. Zelo smo srečni, da smo z letošnjim šolskim letom pridobili ta igrala, ker nam je zelo pomembno, da se naši učenci veliko gibajo, da so na prostosti, da so zunaj in to je velika pridobitev za našo šolo. Te naprave se razlikujejo in so v glavnem za krepitev mišic trupa, pol za poligon, ki v bistvu krepimo celotno telo lahko, hlodi, ki so za razvijanje ravnotežja, pol razna plezala, ki jih vidimo tukaj tudi pred nami, ki so pa tudi v bistvu za razvijanje vseh ostalih psihomotoričnih sposobnosti, od moči rok, trupa, nog in pa bi se še mogoče kaj našlo. Poleg tega, da se krepijo psihomotorične sposobnosti, vse od moči do vzdržljivosti, je še tukaj korist ta, da se gibajo v naravi, da se med sabo družijo in si v bistvu tudi pomagajo. Da mogoče, če ne morejo kaj sami premagati katero od zastavljenih nalog, da si v bistvu en drugemu pomagajo. Center za zdravje in razvoj je bil ustanovljen ravno z namenom nekako zmanjševanja neenakosti v zdravju in pa vplivanja na različne determinante zdravja. Mi se že od same ustanovitve naprej trudimo, da z različnimi aktivnostmi, ki pokrivajo različna strokovna področja, bodisi od zdravega življenjskega sloga, gibanja, preko turizma, preko varovanja okolja, preko kulture tudi, da dejansko nekako skušamo vse to združiti pod eno skupno marelo. Pri tem nam je veliko pomoč tudi regionalna akcijska skupina, katere tehnični koordinator smo, kjer dejansko združujemo preko 40 organizacij, predvsem nevladnih institucij, pa tudi vladnih, in skušamo nekako z temi aktivnostmi prispevati k dvigu kvalitete življenja Pomurcev, predvsem pa preko te skupine zaznavamo potrebe, ki so na terenu, jih skušamo odpraviti in nekako tudi z skupnimi akcijami prispevati k čim boljšemu zdravju vseh prebivalcev Pomurja. Zdaj, preventiva se lahko začne že zelo zgodaj, niti ne toliko govora o sami drogi, koliko o nekem zdravem življenjskem slogu. Naš cilj pa je vse bolj senzibilizirati tudi strokovne delavce, ki delajo z mladimi, da so pozorni na prve znake, da so pozorni na te zgodnje poskuse. Namreč takrat lahko veliko naredimo, da ne pride do razvoja zasvojenosti. Torej delo z mladimi, da jih učimo res zdravega načina in sproščanja in zabave, kar so normalne potrebe, ampak da teh potreb ne zadovoljujejo preko droge.